Torbico naredimo takole. Vzamemo bombažno nitko, kvačko številko 3,5, se pravi, toliko je debela. Naredimo zanko, potem pa tukaj imamo začetek, potem pa tukaj 15 verižnih petelj plus 1 je 16. Se pravi 1, 2, 3, 4, 5. Če hočemo malo večjo torbico, kot recimo ta bo samo široka 12 cm, če hočemo večjo, pa nasnujemo več teh petelj, ne samo 15, zdaj smo jih 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vi jih dajte pa 30 vsaj, da bo vsaj 22 cm široka torbica spodaj, plus eno verižno dodano, potem pa tole prvo spustimo, ubodemo v drugo, izvlečemo nitko, ovijemo in skupaj pokvačkamo. To naredimo z vsako petljo, z vsako zanko naprej. Gledamo takole, ne, tukaj smo začeli, gremo do tukaj, plus 1, zdaj pa delamo tele nazaj do semle, ko bomo pa sem prišli, bomo pa povedali, kako naprej. Delali bomo dno v obliki ovala, ne, se pravi ovala in to spiralnega, tako da ne bomo združevali vsakega kroga posebej, pač pa bomo delali kar naprej, dokler ne bo dno narejeno. Potem bomo pa delali tako, da bomo samo obdržali število zank, ki jih imamo, in nadaljevali z delom, brez da bi dodajali petlje, in to je to. Prišlo bo tako ločno dno. No, zdaj smo prvo pokvačkali, zdaj pa tukaj pogledamo, to je tale prva, zelena je že. Ampak v to prvo zdaj ubodemo še 1, 2, 3-krat. Se pravi, vse skupaj 4-krat v isto točko, tukajle, še drugič, tretjič in četrtič. Zdaj pa se je že tako delo obrnilo, da imamo spet nasnutek in bomo šli tukajle naprej kvačkat. Se pravi, mi smo prišli zdaj tukaj in gremo tukajle naprej do konca ovala. Ubodemo v prvo kar tole nitko, ki je ostala, bomo kar zraven pokvačkali, zato da se zadela. Ubodemo v obstoječo zanko in tole vstavimo noter. No, to ponavljamo vsaj nekajkrat, potem pa ni treba več tega konca voditi zraven, lahko ga kar odrežemo. Delamo pa do konca polkrožnice, spirale. Vemo, da če vzamemo debelejšo prejo, bomo dobili večjo torbo, večje dno. Zdaj delamo dno torbice. Tale bo zelo mini torbica, ampak vi res nasnujte 30 petelj, ne manj, ker potem je pač premajhna. Takole. Tale je predzadnja. Zdaj pa bomo, zdaj smo pa tukajle,
Prišli smo do tele in vidimo, da tukaj 1, 2, 3, 4 so spet v zadnjo obodene in to v tole. Ena, dva, zdaj pa bolj globoko obodemo, da ne bo lukenca, 3, pa še eno nekam, urinemo 4. In zdaj lepo kvačkamo samo naprej, po eno. Po eno vsako prejšnjo zanko do konca vrste. Na začetku in koncu krožnice, zdaj gremo že tukajle, se pravi, zdaj gremo tukajle po temno zeleni do semle. Na začetku in koncu krožnice bomo 4 končne petlje podvajali v vsaki krožnici na levi in desni strani. Zdajle samo po eno delamo. Potem bomo podvajali in to bomo počeli 6 krožnic. Vzorec. Preden nehamo goste, naredimo eno pol gosto, obodemo, izvlečemo in potegnemo naprej. Zdaj pa 2 verižici, zdaj bomo pa šibično v isto točko, 2 skupaj, 2 skupaj, zdaj pa eno spustimo, pa 2 šibični. Pa eno spustimo, pa 2 šibični, okrog in okrog. Eno spustimo, tukaj 2 šibični. To ponavljamo. Eno spustimo, 2 šibični. Tako naredimo še eno šibično. Zdaj bomo pa združili krog. Tukaj zapičimo, potegnemo čez in še čez to, potem pa tukaj vmes, pa čez. Zdaj pa 1, 2, pa tole, pa gremo na naslednjo. In nadaljujemo. Delamo spet same goste petlje, okrog in okrog. Zdajle bomo prišli okrog, tale, tale. Vidimo, da tukaj, kjer je stik, ni moteče, je lepo. In gremo kar naprej, naslednji krog, potem bomo pa krožnico razdelili na 4 enake dele. Imam 56 zank tukaj na robu in je to deljivo 4. Bom označila na tem delu z nitko ali s sponko. Zanko za zapenjanje naredimo takole. Kvačkamo goste petlje do sredine, zadaj, potem pa naredimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 petelj navzgor, zdaj pa nazaj, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, v to ubodemo 7, naredimo gosto petlo, dobili smo zanko za gumb, po tej letvici pa kvačkamo do obrobe in naprej v krogu. Takole. Potem bomo pa to še enkrat celo krožnico in še enkrat obkvačkali, pa bo nastala zanka za zapenjanje. Že zdaj je, ampak pol bo bolj taka lepša. Takole, prišli smo do začetka, zdaj bomo pa obodli semle. Delamo goste okrog in okrog, pa še en krog, da bo malo bolj ojačana, potem gremo pa ročaj delati. Takole obkvačkamo zanko za zapenjanje, do sem že prišla, zdaj pa nadaljujemo, ubodemo v vsako in naredimo goste petlje. Tako dobimo malo lepše oblikovano zanko in jo bomo pol še polikali, pa bo na drugi strani pa gumb prišili. Zdaj pa nas čaka že izdelava ročaja. To bo torbica za čez rame. Tale naša, kaj manjša, bo za mobitel primerna, za robčke in denarnico ali pa kartico. Če ste naredili večjo, boste najbrž tudi teh vrst malo več naredili. Ampak v vsakem primeru pride potem ročaj na vrsto in dolžino tega določimo tako, da malo zmerimo z eno vrvico, koliko dolg ročaj bi radi imeli za čez ramo, in potem nakvačkamo tako veliko verižnih petelj in to na tej točki, ki pride, se pravi tukaj le bomo začeli delati verižne petlje, in ko jih bomo dovolj naredili, jaz jih bom zdaj malo manj, zato da bom samo pokazala, kako se naredi, pa potem bom pa popravila. Se pravi, ko jih bomo naredili dovolj, zato da bomo imeli dosti dolgo nitko za čez rame, ročaj za čez rame, takrat bomo pa še eno, potem pa gremo verižce delati. Evo, takole, delamo verižne, najbrž kar kakšnih 50 vsaj, po moje pa še več, verižne petlje in jih delamo tako dolgo, da je dosti dolga ta vrvica za čez ramo, in ko bo dovolj, se bomo, ko bomo imeli občutek, da to pa je zdaj dovolj, se bomo z gosto petlo priključili na drug rob in spet v krogu, takole je pač zdaj premajhna, spet bomo v krogu delali, ampak tokrat na zadnji strani in po ročaju in spet v krogu in po ročaju, potem pa še na sprednji strani, da dobimo tudi neko širino tega ročaja.